Pa me pa še zanima, vi ste bili tudi nekaj časa na filmskem skladu, ne? Ja. In zdaj, preden, ko ste odšli, sledite še kaj situacije filmskega sklada? Jaz sem še vedno član nadzornega sveta filmskega sklada in v zadnjem času smo potrdili novega direktorja in upam, da bo stvari šle na boljše. Ne, ker me zanima ravno zaradi, zdaj se pogovarjamo o samozaposlenem kulturu, ne? Ja. Ampak tudi recimo ti zavodi, kak so Kino Otok, pa festival Animateka, so recimo dosti izveseli, recimo prav na filmskem skladu, ne? Ki so jih prej financirali in zdaj pač ti tudi iščejo razne možnosti, kako dalje, ne? Moram reči, da mi smo obravnavali to zadevo na nadzornem svetu filmskega sklada. Jaz moram reči, da jaz izrecno zastopam mnenje, da je nadzorni svet filmskega sklada pač nadzorni organ in ne upravljavski in tudi ne sprejema odločitve. Odločitve so na strani uprave. Nadzorni svet pač po mojem mnenju naj bi te odločitve nadzoroval, da so v skladu z zakonodajo z temeljnimi akti filmskega sklada. Tako da jaz se ne spuščam v vsebinske odločitve. Moram pa reči, da jaz osebno nisem bil, oziroma sem bil presenečen nad tem, da je strokovna programska komisija spremenila svoje mnenje na podlagi pisanja v medijih in tako dalje, in ponovno oziroma spremenila svojo oceno tega festivala in ga ponovno predlagala v financiranje. Meni taka odločitev je enostavno nekredibilna. Zdaj, jaz mislim, da bi tle morali biti neki drugi argumenti, da bi komisija spremenila svoje mnenje, ali pa pač priznala svojo napako in odstopila. Zdaj pa, kar se Kino Otok tiče, meni je žal, da je prišel do te situacije, ker jaz pač zastopam, jaz pač seveda bi podprl ta festival, vendar je to pač stvar uprave, ki pač dela z nekim predračunom in pač v okviru tega z nekimi pač svojimi vizijami, ne resničuje pač ta program.